Pozdravljeni! Kakšne so pa kaj vaše novoletne zaobljube? Kar se tiče mojih, jih v bistvu ni. Nekako ne verjamem v te novoletne zaobljube, ker se v bistvu sam nikoli nisem tega držal. Tudi jaz sem imel eno izmed teh, ki je klasika, da bom v naslednjem letu začel hujšati. V glavnem to, da bi shujšal, žal pri meni ni šlo. To je bil pač potreben določen mindset, v katerem sem se pa res odločil, da tako več ne gre naprej in da v bistvu je treba poskrbeti zase. Za svojo postavo je potrebno skrbeti skozi celo leto, pa ne samo za postavo, tudi za zdravje gre tukaj. Tako da po mojem mnenju zdaj novo leto ne bo ravno vplivalo na neko motivacijo. To je pač po mojem na nek način samo odlaganje teh stvari za določen čas. Ampak fitnessi laufajo pa na ta način ravno, ker po teh praznikih, ko se ljudje konkretno nadašamo z sladkimi in slanimi stvarmi, potem nekateri ščibajo fitness in so fitnessi polni in imajo ljudje skozi nekaj zadevati, kar je tudi dobra stvar tega. Ampak kakorkoli, če mislite vi, da je potrebno narediti nekaj zase, pa tudi če je to v novem letu in kot novoletna zaobljuba, je to na koncu koncev tudi vaša odločitev. Pač to je samo moje mnenje, da ne bi kdo bil užaljen. Še ena novoletna zaobljuba, ki je meni kot najstniku recimo nikakor ni uspelo izpeljati, je, da bom več časa preživel zunaj, v naravi. Ampak sem pač bolj hišni maček in sem raje preživel veliko časa za računalnikom. Ampak zgleda, da se nekatere stvari nikoli ne spremenijo. Nekateri ljudje si v novem letu želijo spoznati tudi sorodno dušo. In čisto nič ni narobe s tem, ampak ko se to zgodi, se zgodi. Ne moreš to nekaj na silo in ne moreš zdaj reči, da v letu 2018 bom jaz definitivno spoznal sorodno dušo. Spoznamo lahko veliko ljudi skozi življenje, ki mislimo, da so sorodne duše, pa se na koncu izkaže, da mogoče niso. Nekateri ugotovijo, da so mogoče sami, ampak ravno dejstvo, da so prazniki, si vsakdo izmed nas želi, da bi imeli nekoga blizu sebe, nekoga, komu bi se stisnili. In ob praznikih pač ljudje to pogrešajo in predvidevam, da pač ta želja nekako nastane ravno iz tega razloga, ker si želijo neke bližine. No pa da ne boste mislili, da sem nek negativnež, ampak se pa strinjam z eno zaobljubo. In v bistvu, da naslednje leto bom več potoval in odkrival svet. Zdaj, to je seveda vse odvisno od budžeta, ki ga človek ima, ampak se nekako strinjam, ker fajn je potovati, fajn je za dušo potovati in spoznavati nove ljudi, nove kulture, odkrivati nova mesta ali pa kakšne tropske kraje. Ne glede na to, kam človek gre, je vseeno fajn malo zamenjati domače okolje za eno drugo okolje. In meni osebno je v tem letu najbolj ostal spomin izlet v New York, ki se je zgodil dokaj spontano, seveda je bilo potrebno planiranje, ampak pač res je to nastopilo kot neka spontana odločitev, glej, letalska karta je poceni, našel sem tudi nastanitev prek Airbnb-ja in bil sem pa prvič v Airbnb-ju in prvič tako daleč. Ampak več o tem boste pa izvedeli tudi v naslednjih videih. Hvala za gledanje. Če vam je bil video všeč, vas prosim za thumbs up. In seveda ste več kot dobrodošli, da se naročite tudi na moj YouTube kanal in prečekirate še ostale videe. Želim vam en fantastičen skok v novo leto in upam, da boste vdani z ljudmi, ki jih imate radi in ki so prijetna družba. In pa seveda ne pozabite pokomentirati, kakšne so pa kaj vaše novoletne zaobljube. Mogoče pa udarimo kakšno debato. Skratka, vse dobro vam želim in pa uživajte. Se vidimo naslednje leto. Nasvidenje do naslednjič.